Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan tudi v tokratni tedenski izdaji. Mesec februar je že tukaj, kmalu bomo s pustom pregnali zimo in pričakali pomlad. No, imamo pa še nekaj časa, da uživamo v zimskih radostih. Poskrbimo zase, da bomo vsi zdravi, da bomo zdravi prišli v najlepši letni mesec, pomladni, za marsikoga. No, kako pa nas bodo v Muzeju novejše zgodovine Celje popeljali v ta mesec, pa izvemo kmalu. Namreč naš današnji gost je Egon Horvat iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Tako, zdaj pa smo že navidezno v Muzeju novejše zgodovine Celje. Čisto nič navidezno pa je zdaj z nami Egon Horvat. Čisto v živo. Egon, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljena. Na štiri oči bi lahko rekla. Egon, kako ste se imeli v mesecu januarju, ti in ekipa, kako ste ga preživeli, predvsem pa kaj ste pripravili za nas obiskovalke in obiskovalce, ki smo seveda v upoštevanju vseh ukrepov prišli v vaš muzej glede obiska. Tukaj mislim, da lahko naredite samo kljukice v prvem letnem mesecu, ne? Tako je. Tako kot si povedala, ja, januar je praktično za nami oziroma je za nami. Obiskovalci se vračajo v muzeje oziroma še prihajajo, zopet prihajajo, še zmeraj prihajajo. In tako je tudi pri nas, se pravi, prejšnjem mesecu, v januarju, smo izvedli 2 večera. Že takoj v začetku januarja in pa proti koncu. V začetku januarja so se pravzaprav je bila predstavljena antologija, knjiga Kipi v nas hrepenenje. Gre za knjigo, v kateri se predstavlja 75 slepih avtorjev. Večer je povezoval Sebastian Kamenik, ga vsi poznamo, znani Celjan. In pa naslednji večer, ki je bil pa v bistvu Tisi, srce in Slovenije. Šlo je pa za predstavitev 6. rastoče knjige, ki jo pripravlja osnovna šola, že vrsto let pripravlja osnovna šola Lava. In tudi tu je bilo zelo veliko obiskovalcev, moram reči, da smo kar presenečeni, kljub temu, da še vedno pozivamo obiskovalce, da se najpred vsemi prireditvami nekako pofočkajo pri nas, se pravi, se prijavijo, najavijo svoj obisk, zato ker vemo, kakšno je stanje, kakšne so trenutne razmere. V kakšnem obdobju živimo, ja. Tako, ampak lahko vseeno rečemo, da smo zadovoljni tako z obiskom januarskim, ki je sicer po defaultu nekoliko slabši, kar se celega leta tiče, ampak smo tudi imeli posamezne obiskovalce, so si ogledali razstave, ki so predvsem bi na tem mestu mogoče izpostavil Lepo mesto, razstavo v 150. obletnici turističnega društva Celje, ki bo na ogled vse do konca februarja, tako da tudi tisti, ki si še niso uspeli tega ogledati, vljudno vabljeni v naš muzej. Opozoril bi še pa na 27. januar, ko smo obeleževali Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta in smo v ta namen tudi postavili nekakšno manjšo razstavico v avli našega muzeja, ki si jo lahko brezplačno ogledate. In sicer v našem muzeju hranimo preko 700 fotografij taboriščnikov, ki so tam preživeli ali niso preživeli, in pa njihovih osebnih predmetov. In to smo nekako zdaj postavili na ogled pod naslovom Slovenci v nacističnih koncentracijskih taboriščih in njihova zapuščina v Muzeju novejše zgodovine Celje. Tako da to si še lahko v prihodnjih dneh, tednih pridete ogledati. Kot sem poudaril, ta razstavica je na ogled brezplačna. Lepo, se pravi, lahko pridemo ob upoštevanju seveda vseh ukrepov. Zdaj so nam stvari že dokaj jasne. Ja, tako je, mislim, da vsem že. Ja, absolutno. Je pa treba verjetno, kot si omenil, je dobro, da se naročimo ravno zato, da vi veste, koliko ljudi pričakovati, da pripravite načeloma prostor, ker tudi vam je namreč izjemno pomembno, da zagotovite varno okolje. No, se mi zdi, to se premalo poudarja, da tudi inštitucije zelo, zelo veliko delate na tem, ne? Tako, seveda, to je več kot dobrodošlo oziroma celo pozdravljamo to oziroma celo temeljimo na dogodkih, ki so za širši krog ljudi, se pravi, to ne gre za individualne obiske ali pa družine, tisto vsekakor se ne rabijo najaviti za ogled razstav, morajo pa izpolnjevati ta PCT. Za vse te dogodke, večere v muzejski kavarni in vse ostale dogodke, ko se pa nekako nabere množica ljudi, tam pa v bistvu skoraj da zahtevamo, da se prijavijo, zato da znamo tudi mi pripraviti prostor, se pravi, da ne ogrožamo njih in sebe.
obenem. Ja. Tako. Zdaj pa smo že v mesecu februarju, to je zelo kulturni praznik, kulturni mesec v letu. Poleg tega, da je tudi malo norčav, pustni, ampak dobro, pust bomo letos prišparali za mesec marec, v februarju pa torej kultura. Bo prišla na vrata potrkati tudi k vam v Muzej novejše zgodovine Celje, če smo že ravno poetična? Absolutno. Se pravi, 8. februar, slovenski kulturni praznik, je dan, ko vsi muzeji, večina muzejev, skoraj vsi, muzeji in galerije po Sloveniji odpirajo svoje vrata, se pravi, nudimo brezplačni vstop oziroma brezplačni ogled vseh stalnih in občasnih razstav. Tako je tudi v našem muzeju, in ob tej priložnosti bi vse povabil 8. februarja med 9. in 17. uro bo odprta matična hiša, se pravi, bodo na ogled vse občasne in stalne razstave muzejev novejše zgodovine Celje. In pa med 9. in 13. uro si bo možno ogledati tudi fotoatelje in galerijo Pelikan. Letos vodstev posebnih ne bo, prav zaradi razmer, in ob tej priložnosti tudi izpostavljam, da tudi vodstvo po starem pisku žal letos ne bo mogoče. Tako da žal smo prišli do te točke, ko bomo vseeno skušali izpeljati, se pravi, bomo odprli vrata ljudem, ki so tudi po našem mnenju željni kulture že v tem času, tako da vljudno vabljeni vsi, si ogledajte naše stalne in občasne zbirke in razstave. Muzejski kavarni, pogovori v njej, pa raznorazni družabni dogodki, vse to torej še vedno obstaja. Informacije o tem, kaj nas čaka, pa še vedno tudi ažurno na družbenih omrežjih, pa na vaši spletni strani, a ne? Tako spremljajte nas na spletni strani in na Facebook in Instagram profilih. Tudi v mesecu februarju nekako pripravljamo 2 večera v muzejski kavarni, in sicer prvi se bo že odvil na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Gre za v bistvu nekako izjemen dogodek, ki se bo odvil v ponedeljek namesto ob sredah, ker sicer imamo ob sredah, imamo večer v muzejski kavarni, in tokrat se bo v ponedeljek 7. februarja ob 18. uri se bo predstavil svoj roman, svojo knjigo Brane Piano, tudi znani celjski novinar v pokoju, in sicer bo prišel predstaviti knjigo o časopisu, pivu in vesolju nasploh. Pogovor bo vodil direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, dr. Tonček Kregar. Se pravi, to bo na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Konec februarja, 23. pa pričakujemo, oziroma je pa napovedan večer, in sicer bo Daniel Siter, to je mlad raziskovalec iz Rogaške Slatine, bo predstavil svojo knjigo Rogaška Slatina pod kljukastim križem. Večer bo prav tako vodil dr. Tonček Kregar, tako da vljudno vabljeni na ta 2 večera. To je predvsem, kar se tiče nekoliko starejše populacije. Nismo pa tudi pozabili na mlajšo populacijo, ki pa jo nekako poleg seveda vsakodnevnih obiskov vljudno dobrodošli. Vabimo na posebne dogodke konec februarja in začetek marca. Ko si bodo oddahnili malo, tako, to se upada s počitnicami zimskimi, in sicer pripravili smo počitniška druženja v Hermanovem brlogu, in sicer gre za večdnevne dogodke, lahko si ogledate, kaj se bo dogajalo in tematiko na naši spletni strani in družbenih omrežjih, in pa ta počitniška druženja bodo potekalo v okviru mreže zimskih doživetij v mestu Grofov. Se pravi, gre za nekako povezovalno tematiko oziroma za povezovalne dogodke, ki pa smo se jim tudi z našim muzejem pridružili. Tako da vljudno vabljeni, se pravi, tudi dijaki, učenci med počitnicami v naš muzej. Tako, kratek je februar, ampak očitno, Egon, ste ga malo podaljšali, glede na to, koliko dogodkov pripravljate oziroma koliko tistega druženja. Velja se dobro informirati, da vemo, kako lahko izkoristimo svoj čas na zelo kvaliteten način. Hvala lepa, Egon, za danes. Tako je, malo smo pregledala, kaj ste počeli v mesecu januarju, povabil si nas na dogajanje v mesecu februarju, se že veselim naslednjega obiska pri vas in pa seveda vabim tudi tebe ali Katijo oziroma kogarkoli iz Muzeja novejše zgodovine, da pride k nam predstaviti tudi pomladne dogodke, ki pa verjamem, da bojo s soncem obsijani, pa upam, da tudi z manj upoštevanja vseh ukrepov, obveznosti do tega. Hvala lepa. Egon, toliko zaenkrat, hvala lepa, lepo se imejte, veliko zdravja celotni ekipi in pa se vidimo spet kmalu v našem studiu, pa tudi v muzeju. Hvala enako. Srečno. Srečno.
Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Toliko vsega, da samega sebe srečaš. Trgovine, joge! OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli. Bar Meduza. Tako mi pa še k zadnji rubriki tokratne tedenske izdaje. Z nami je načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. V katerih primerih ima upravna enota pristojnost izrekanja glob in ali ima pristojnosti izrekanja kazenskih točk na področju prometa? Upravna enota kot prekrškovni organ ima tudi pristojnost izrekanja glob na področju prometa, kjer Zakon o motornih vozilih v 3. odstavku 27. člena med drugim določa, da morajo biti v Republiki Sloveniji registrirana vozila, katerih lastniki so tujci, ki imajo na podlagi potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje v njej, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, ali državljani Republike Slovenije, ki imajo v njej le začasno prebivališče.
Ta vozila se morajo registrirati v Republiki Sloveniji v 30 dnevih od prijave stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Za storjen prekršek se kaznuje lastnik vozila, kjer je predpisana globa 400 evrov. Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno upravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov. Zakon o motornih vozilih v 3. odstavku 32. člena tudi določa, da vsako spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, na primer tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča ali sedeža in tako dalje, je treba v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji. Storjen prekršek se kaznuje lastnik vozila, kjer je predpisana globa 200 evrov. Z globo 1000 evrov pa se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki upravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov. Nadalje Zakon o motornih vozilih v 2. odstavku 39. člena določa, da mora lastnik registriranega vozila odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če je vozilo uničeno, če je vozilo odsvojeno, če bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov. Na primer je vozilo ukradeno, je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi ali pred več kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna 3 kolesa, lahka 4 kolesa, težka 4 kolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike. Če je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji. V tem primeru je, glede na 28. člen tega zakona, uporabnik preklical dano soglasje in lastnik ni imenoval novega uporabnika ali je potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji za to vozilo odpravljeno. Za storjene prekrške po navedenih dejanjih se kaznuje posameznik, kjer je predpisana globa 250 evrov. Z globo 2000 evrov pa se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prej povedanimi določili. Njuna odgovorna oseba pa z globo 250 evrov. Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti. Zakon o voznikih v 65. členu med drugim tudi določa, da mora imetnik vozniškega dovoljenja zamenjati veljavno vozniško dovoljenje v roku 30 dni od nastale spremembe, če spremeni osebno ime ali naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča. Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje imetnik vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s povedano zakonsko dolžnostjo. Prav tako pa se z globo 500 evrov za prekršek kaznuje oseba, ki da lažno izjavo o izgubi, pogrešitve ali kraji vozniškega dovoljenja. Upravna enota kot prekrškovni organ v hitrem postopku izda plačilni nalog, kar pomeni, postopek se začne po uradni dolžnosti iz uradne evidence oziroma izda odločbo o prekršku. Postopek se začne na predlog upravičenega predlagatelja. Prekrškovni organ nima pristojnosti izrekanja kazenskih točk na področju prometa. Le to pristojnost izrekanja, torej kazenskih točk, pa imajo sodišča. Kakšen je postopek izvršitve izrečene globe na upravni enoti in vpisa kazenskih točk na področju prometa? Postopek izvršitve izrečene globe na upravni enoti se začne po uradni dolžnosti. Prekrškovni organ po uradni dolžnosti brez odlašanja hitro in enostavno ugotovi dejstva in zbere dokaze, ki so potrebni za odločitev, ter izda plačilni nalog oziroma na predlog upravičenega predlagatelja, kjer ima pred izdajo odločbe kršitelj pravico izjaviti se o dejstvih in okoliščinah prekrška,
in predlaga dokaze ustno na zapisnik, pisno pa v 5 dneh od prejema poziva. Postopek vpisa kazenskih točk na področju prometa je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Kdo še lahko poleg upravne enote izreka globe in kazenske točke na področju prometa? Prekrškovni organi, kateri izrekajo globe, so upravni in drugi državni organi, nosilci pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških. Toliko za danes, lepo se imejte, preživite prijeten preostanek dneva in bodite z nami spet čez en teden. Srečno!